ta ideja, to mišljenje, da samo zato, ker sem jaz tako majhen, ker sem samo del neke celote, da s tem ne morem pomagati svetu, je napačna. Spravi, kaj sploh pomeni globalna sprememba? Svetovna sprememba je sprememba, za katero se mora odločiti vsak sam kot posameznik in zato se mi zdi pomembno, da v bistvu opravljamo vse svoje dolžnosti kot aktivni državljani, kar pač prihaja del reševanja tega problema, pri katerem ni več vprašanje, ali je to problem, ampak je vprašanje, kaj konkretno mi lahko naredimo, da ga lahko rešimo. Mislim, da smo slišali zanimive govore, mislim, da smo slišali dokaj jasne, strukturirane govore in zagotovo smo slišali entuzijastične, intenzivne govore. Zdelo se, da ste res prepričani v svoja stališča. Draga sodnika, moramo se zavedati, da trenutna stran opozicije je pripravljena žrtvovati milijone življenj in jih pustiti pod vodo, pustiti jih v pripadajočih se državah, kjer bojo prepuščeni sami sebi, kjer bojo primorani umreti na mestu, ker njihove države gredo pod vodo. Kako bodo lahko sprejeli 1 milijardo ljudi potrebne pomoči, ki nimajo financ, ki nimajo izobrazbe, ki nimajo nič. Torej, država na vaši strani se potopi, na naši strani poskrbimo za njo in praktično zmanjšamo razlike med razvitim in nerazvitim svetom. Naš cilj debati je, da oddebatiramo, se postavimo v različna stališča, na različne zorne kote, jih v nulo poskušamo preučiti in se potem na koncu, ko se peljemo domov ob naslednji kavici, odločimo, kaj pa zdaj zares mislimo. Potem, ko smo oddebatirali na različnih straneh. Jaz bi samo še dodala, jaz se prav spomnim trenutka, ko smo bili mi 3 na Zoomu, se pogovarjali, kaj narediti z argumente in jaz prijem do tega podatka, ja, 1/8 ljudi bo potencialno do 2050 pač v bistvu ekološki migrant. In Lana tako, ojoj, resno, ko slabo. In pač smo dejansko pač šele takrat se začeli zavedati, koliko hudo je to in v bistvu, da to ni samo debata o nekih abstraktnih pojmih, ampak pač, da so to ljudje in pač smo kar imeli malo premora in samo vsakaj razmišljala, kaj to dejansko pomeni, kako število ljudi je to. Sodnika obadva sva se strinjala, da je bila to izjemno tesna, absolutno nadpovprečna debata. Sva se pa obadva sodnika soglasno na koncu strinjala, da gre zmaga propozicijski ekipi, ekipi Shranjeni. Čestitke.